Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano gospodična gospa Maja Trilar, podjetnica, najemnica lokala Kavarna BTC v Ljubljani. Pozdravljena. Hvala za povabilo. Maja, povej kaj o sebi. Ja, 17 let sem gostinka. V bistvu sem nekako začela pri 16 letih. Že v srednji šoli sem bila, pa se malo vikendi varianta, malo smo probali, malo smo se učili in to se me je kar nekako prijelo. Jaz sem v bistvu hodila na zobotehnično šolo, ampak sem že takrat vedela, da to ni poklic za mene. Jaz sem človek komunikacije, jaz rabim ljudi okrog sebe in nekako se takrat nisem videla zaprta v enem laboratoriju, sem nekaj rabim ljudi. S šolo sem sicer končala, ampak sem tudi ostala v gostinstvu. In po končani srednji šoli sem tudi že zelo kmalu odprla prvi svoj lokal. Ampak to je bilo tako, stara sem bila 20 let. To je bilo v bistvu več ali manj žuranje, zabava. Res je, da sem delala vsak dan. Ampak bistveno drugače kot danes, moram reči. To se pravi, Maja, že kot dijakinja si se spopadla z gostinsko dejavnostjo, najprej delala za nekoga drugega, kolikor razumem, a ne? Potem si pa mogoče ugotovila, da je ta dejavnost toliko donosna, da greš lahko na svoje. Ja, nekako ugotoviš, da imaš žilico za to. Sej, nekateri imajo za risanje, nekateri za petje, nekateri za karkoli. Jaz sem se našla v gostinstvu, polna enih idej, še danes jih imam. In takrat sem se sprobala najprej, kako to izgleda. Je težko bilo že takrat. Ampak okej, tisti je bil majhen lokalček, 30 kvadratov, brez vrta, vse skupaj zelo malo, ampak poanta vsega tega je, da tudi ljudje so bili drugačni takrat. Nekako se mi zdi, da so se bolj družili. Danes, ko pogledamo vse to, prideta dva na kavo, pa gledata vsak v svoj telefon, tega včasih ni bilo, ne. In takrat je bilo res tisto pristno druženje, ljudje so z veseljem prišli na kavo, pivo, karkoli. Je bilo vse drugače, vse je bilo lažje. Ampak odločitev, da enkrat greš v zgodbo podjetnice, se pravi, ti si prej delala za nekoga, plača je bila zagarantirana, vedela si, prideš toliko ur imam, toliko dobim denarja, potem je pa treba stopiti na stran delodajalca, kjer moš ti dajati plače, plačati stroške. A si preden si začela samostojno pot, naredila kakšen poslovni načrt, kaj takega, nekaj dejansko. Prej, ko delaš kot natakarca, ne veš, kaj je zadaj vse, kakšni stroški so pri enem, naprimer, če vzameš v najem, najemnina in vse te stvari. Si naredila kaj takega, te je kdo pomagal ali kako je to izgledalo? Pri 20 letih mislim, da noben ne dela poslovnega načrta. Jaz sem sam dobila priložnost, sem rekla, super, gremo to. V bistvu z glavo skozi zid. Dobesedno. To se pravi, dejansko ti si videla samo, jaz tole kavo prodam za 2,5 evra, stane tisti kilogram praktično 10 evrov, se pravi, dobim eno številko kav, to si vedela, ne? Wow, takšna razlika je, to bo super denar. Jaz sem si nekako naredila dnevno računico, koliko moram jaz zaslužiti na dnevni bazi, da se to meni splača. Itak so to samo sanje. Vse sanje so dovoljene, realizacija pa nekaj čist drugega. In ko ugotoviš, da priješ na nivo, ki je izpod tvojih pričakovanj, takrat si rečeš, opa, zdaj pa treba nekaj spremeniti. To se pravi, ti nisi bila seznanjena z vsemi stroški. Bomo tako rekli, ker tukaj, ko začneš eno podjetniško pot, ko vidiš, nabava materijala, se pravi, najemnina, vse te zadeve, plače, to se še nekako izide, pa pridejo pa še stroški, računovodja, ta davek, ta prispevek, te takse, SAZAS, tudi sem slišal, vse te stvari, kako se to nalagajo, stroški, na koncu pogledaš, hop, kje sem zdaj jaz ostal. Takrat sem jaz dejansko delala za stroške. Niti nisem študirala, da bo meni kaj ostalo, kaj šele plača. Se ne zavedaš, kaj vse to prinese za sabo, sploh se ne zavedaš, veš ti, koliko je najemnina, koliko je elektrika, koliko je plača, ki jo daš svoji zaposleni, ne veš pa dobesedno, koliko je še robe, nabave. Se pravi, ti, ko odpreš nek lokal, ne moreš imeti 5 evrov v žepu in se iti gostinca, ni šans. Rabiš imeti par tisoč evrov, če ne 10 plus, odvisno zdaj od velikosti samega lokala. Dejstvo pa je, da jaz sem šla takrat
dobesedno z glavo čez zid, gremo v lokal, jaz pa zdaj znam, 4 leta delamo šanko, gremo se imeti super, ampak ne, ni to, tudi približno ni tako. Sej mogoče, ne, da je kdaj boš, da ne veš vsega, kaj te čaka, ker če bi vse vedel, pa je vprašanje, če bi se odločil za takšno pot. Ne? Gostinstvo je tako, nikoli ne veš vse. Jaz se še danes učim, ker ljudje te vsak dan znova presenetijo s svojimi izjavami, s svojimi naročili. Na splošno je pa tudi vse skupaj tako bolj pooštreno, kakor je bilo včasih od inšpekcij gor dol, kaj vse hodi, včasih sta bile 2 inšpekcije in konce, en je prišel te obiskati, si se tresel sicer takrat, ampak se je vse dal porihtati, danes je pa papirologije grozen velik, preden ti sploh lahko odpreš vrata in rečeš, zdaj pa lahko prvo kavo prodam. Potem moraš dobiti pa še stranke, ki pridejo, ne, v lokal. To je pa najbolj pomembna zadeva, ker vse lokal lahko vse super, vse naj, a ne, morajo pa priti ljudi, a ne stranke. Ne. Jaz pravim tako, stranke pridejo, če imaš ti dobre natakarje. Mislim, da je to veliko vreden. Težko je pa dobiti dobre natakarje. Težko je sploh dobiti kader v današnjem času. Veliko imam povpraševanja, veliko dajemo glasov ven, ampak enostavno na koncu ugotoviš, vsi bi delali zjutraj od ponedeljka do petka, mi smo tudi sobote odprti, res je, da nedelja praznik je zaprto, ampak ne moreš delati samo zjutraj. Lokal je odprt od 8 do 8, rabim te tudi popoldne. Jaz to delam, nisem jaz nek šef, ki bom tamle, tlele ste 4, pa boste delali, jaz pa ne bom, to jaz ne, jaz sem gostinci in jaz eno smeno sigurno delam. Je pa zelo težko in najtežje je pa tisto, ki dobiš na razgovor že nekoga, ja, jaz pa to znam. Jaz sem pa že 10 let v šanku. Dejva skuhati najprej kavo, pa bova točno videla, kje sva, ne. Prej sva se pogovarjala, da si začela z lokalom majhnim, delala si cele noči, tudi nabor strank je bil čisto drugačen, kot pa danes, ne, se pravi, takrat si šla res z glavo skozi zid, časa si imela kot mlada, najverjetneje dovolj, da si sploh lahko to sfolgala, ne. In danes pa praviš, da je čisto druga zgodba, zdaj imaš lokal v BTC-ju, danes smo rekli kavarno, katera ne dela več cele noči, a ne, kakor razumem, a ne, zdaj. Ja, razlika v tem, da ko sem stara 20 let, mi je bilo vsem. Važno je bilo, da sem jaz, ne vem, tisto gajbo pira prodala, pa ne vem, bomo rekli 100 kavic. In tudi, če je na koncu sam še je bil že čist pijan, pa je rekel, a lahko še eno pivo, sem jaz ostala z njim, se rekel, ja, seveda, zato ker sem jaz vedela, da bom na 2,5 evra dobila. 10 let po tistem ni variante, da bi še kdaj to ponovila. Zdaj imam kulturen lokal, v bistvu poslovni lokal, je kavarna, imam tortice tudi, sladoled, slaščice, take zadeve, sendviče, malo za prigrizniti. Imam prostor, kjer je možnost poslovnih sestankov, se pravi, sem šla res 5 stopničk višji in se ne grem več teh ponočevanj in teh nočnih variant, ker je to mač preveč. Pa prej, ko sva ravno se pogovarjala, si rekla delovna sila, da je problem z delovno silo, tudi najverjetneje se zdaj dobi lažje za čez dan natakarje, kakor pa za to nočno delo, a ne, ker je res, a ne, naporno, a ne. Pa težko je zato, ker nočni šank, bom rekla, nočno življenje je različno, ker tam ti ne delaš kav. Tam so koktejli, tam so pive, tam so žgane pijače, tam ti ne rabiš neke hude prezentacije delati. Medtem ko moja kavarna, jaz zahtevam, da je pač lepa kava, da je dobra kava, da če delaš kapučino, da je lepa penca, da je sama postrežba na nivoju in zato je težje dobiti. Jaz verjamem, da je ogromno študentov starih 15 let, ki nimajo izkušenj, ampak nekaj imaš ti željo se naučiti, ali pa pač si prišel samo zato, da boš čez en mesec dobil neko nakazilo. Dejansko si s svojimi izkušnjami, ki si jih dobila v teh letih, a ne, prišla na idejo oziroma na dejstvo, da je mogoče kvaliteta pa ta način postrežbe pa to več vreden, kakor pa ta kvantiteta, a ne. Definitivno, ja. Kvaliteta je zelo pomembna, sam odnos, sama komunikacija. Jaz pač zahtevam od svojih zaposlenih, dober dan, hvala, prosim, nasvidenje. To so osnove, ki mislim, da bi jih vsak človek mogel imeti. Je pa dejstvo, da je tega zmeraj manj. Ja, zastopam se prav, postaviš že osnovna navodila in svojim zaposlenim in s tem, ko so zaposleni do strank na tak način se obnašajo, potem tudi stranka ne more biti zelo nekorektna nazaj, ne, to, kar razumemo. Ne. Vidi se tudi to, da se stranke vračajo.
imamo ogromno stalnih strank, pa ne samo iz BTC-ja. Tudi na splošno pridejo. Zakaj pridejo k nam? Zato, ker jim je pri nas všeč, zato, ker so zadovoljni z personalom, ker so zadovoljni z komunikacijo, ker so zadovoljni s postrežbo. To je tisto bistvo, kar ga moraš imeti. Pusti svoje težave privatne doma. Če imaš hude težave, me poklič, rečeš, le ne morem, ker nisem pri sebi, ok, razumem, vsi smo človeški, ampak pusti doma, pa pridi v službo, pa prešalti. To je pač zelo težko sicer, težko je tudi zahtevati to, ampak ti si plačan od vseh strank, ki pridejo k tebi. Maja, mi imaš veliko tem še za naprej, tako da se bo vrnila po oglasih. Dragi gledalci, poglejte naj potem po oglasih naprej. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno Maja Trilar, sva rekla podjetnica, najemnica lokala Kavarna BTC v Ljubljani. Dajva se spet vrniti nazaj v obdobje, ko si prvič vzela v najem lokal. Bom rekel, izhajam iz nepremičninskih krogov, sem tudi nepremičninski posrednik. In meni so vedno rekli, že ko sem začel pred veliko leti, da so 3 najbolj pomembne stvari pri nepremičnini. Prva je lokacija, druga je lokacija in tretja je lokacija. In na koncu je res tako. Kako je pa pri sami izbiri enega lokala? Če se spet vrnem nazaj v 20. leta, sem šla na bolha.com in sem gledala gostinske lokale, kaj se oddaja in tako naprej. Takrat sem malo gledala bolj na to, da je blizu doma, se pravi v isti občini, iz katere sem. Nisem niti približno dala kaj preveč poudarka na to, kakšen lokal, a ima parkirišče, a so stanovanja zraven, a je prehodno, ne. Takrat je bilo meni samo važno, da imam en lokal, da je to moje, da jaz lahko vsem rečem, da imam jaz svoj lokal in gremo naprej. Ne, niti približno ni tako. Dejstvo je, da je lokacija zelo, zelo, zelo pomembna. In takrat sem jaz v bistvu skoraj vsak dan klicala prijatelje, a prideš na pivo, prideš na kavo, danes pa delam popoldne, danes pa delam zjutraj, a je lahko kaj hujš? A je lahko res kaj hujš, da si skozi odvisen od tega, da moraš klicati ljudi, da pridejo, in potem sem začela žurke organizirati in samo zato, da so prišli in ne. Zdaj imam lokal v bistvu sred trgovskega centra, kjer nisi odvisen od tega, kdo pride, kdaj pride, ker je v bistvu sama frekvenca ljudi tako močna, tako velika, da v bistvu dejansko moraš ti biti samo ti, pristen kot si, dati ljudem, kar si naročijo in jim dati dobro. Zdaj, če se vračam na lokacijo, primer, če gremo nazaj iz poslovnih voda v privat, kjer ljudje gradijo svoje hiše, jaz vedno pravim, lahko hišo zgradiš na slabi lokaciji, pa bo manj vredna, kot si vanjo vložil. Če boš vložil na dobri lokaciji, bo ta hiša vredna lahko krat 2, kar si vanjo vložil. Ampak vemo pa, da je sama cena takšnega zemljišča, rečemo, kjer gradiš, lahko 3, 4, 5-kratna, kot pa tam na slabi. In ravno tako je isto pri poslovnih nepremičninah. Najemnina je najverjetneje mnogo večja, kot bi bila na eni slabši lokaciji, ampak tudi če je to krat 2, krat 3, krat 5, tebi dejansko ta lokacija vse vrača. Ja, sigurno. Ti lahko tudi, ne vem, bom rekla, milijon vložiš v en lokal, pa če je lokacija slaba, ti noter nič ne pomaga, če je sam izgled lep. Lokal mora laufati. Najemnine so, kakršne so. 15 let nazaj bistvena razlika kot danes, logično, vse se je spremenilo, cene so šle gor, to je noro. Ampak jaz pravim tako, če veš, da če si suveren v sebe, pa če veš, da imaš dobro ekipo za sabo, se nimaš česa bati. Če greš pa tako, ko sem jaz šla ta prvič z glavo skozi zid, pa si lahko zelo hiter prideš na slab glas, hitrejš kot nazaj na boljšega. Praktično potem kompenziraš tisto, kar bi dobila z dobro lokacijo, nekako s svojim delom. Delaš prekomerno, preveč časa, preveč energije vlagaš v to noter, tako kot si rekla, klicala si prijatelje to, gor, dol. Lahko marsikaj samo, to je samo nekako, kako bi rekel,
ena varianta, da se prepričuješ, sej bo, a ne? Ja, jaz sem imela tudi tako lokacijo, da sem v bistvu imela parkirišče, ki je bil že takrat od mestne občine, se pravi, ti, če si hotel priti k meni v lokal, si mogel najprej plačati parking. Tako da ja, zelo slabo sem se takrat odločila, no, dobro, pol so se zadeve drugače obrnile, pa smo na lep način tudi zaključili, ampak ni lušten, ni simpel imeti lokal, ni lahko, ker vsi, ki pridejo mem, rečejo, ti imaš pa ful enega denarja, zdaj imaš pa lokal, zdaj si pa podjetnica. Malo si tudi sužen svojega dela, bomo temu rekli, ker v bistvu ni samo to, da vsi mislijo, da jaz samo štejem denar, ne, daleč od tega. Kje je, tako so že prej rekli, kje je vsa ta roba, ki jo treba kupiti, plačati delavce, plačati najemnine, določene druge stroške. Bom rekla, prvih 20 dni v mesecu delaš za druge, pa pol mogoče 10 dni zase. Se raven to, ne, ljudje se ne zavedajo, oziroma mladi, ki pridejo, bomo imeli lokal, pa bomo ne vem kaj, pozabljajo, kakšni vsi stroški so, ki bremenijo eno tako nepremičnino, ne. Naprimer, kaj vse je, kaj moraš vse plačati, ne. Prej sva že nekaj naštevala, ampak dejansko. Že samo to, da zdaj so že, kako se že tem reče, se pravi od najemnine. Tako, to prva je najemnina, najprej začneš z najemnino, že tle se moraš spogajati. Seveda se mora, za vsako stvar, mogoče včasih izgleda kar malo na tržnici, ampak ne. Dejstvo je, da jaz že v teh letih malo vem, koliko so najemnine določenih lokalov. Seveda bo ena diskoteka bila bistveno višja kot neka kavarna, meni je to jasno, ampak spet ne pretiravati. Jaz pravim tako, nisem nikoli v življenju bila požrešna, pohlepna, mahnjena na denar, ne. Hotela sem si imeti samo neko svojo samostojno pot in da sem neodvisna od drugih. To je bil moj cilj. Ampak ti rabiš za najemnino, za odkup inventarja, za delavce, za elektriko, za robo samo. Voda, ogrevanje, NUSZ, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, to vse gre na najemnika, ne? Od tega, da imaš lahko radio, televizijo, SAZAS, IPF in vse take zadeve. Tega je toliko, da enostavno takrat, mislim, zdaj, ko sem šla v kavarno, sem si definitivno naredila računico in naredila poslovni načrt. Točno to, zakaj sem na začetku najine oddaje vprašal, ko si začela sama naredila poslovni načrt, zelo pomembna zadeva. Še v poslovnem načrtu lahko kaj izpustiš, ker vemo, pa čistilka, pa vse, kar se še temo, lahko pa vse delaš, kompenziraš s tvojim delom, tako kot sem že prej rekla. Povidiš, da si se malo uštel, da si pozabil na te stvari in potem sam garaš. Namesto, da bi se posvečal strankam kot, jaz bom rekel, kot lastnik tistega inventarja in tistega biznisa noter, ne kot samega prostora, se pač moraš posvečati razvoju, se moraš posvečati strankam, kaj jim dodatno, da bodo zadovoljeni. Ja, sigurno. Jaz imam še vedno polno glavo idej, kako bom določene stvari spremenila, ampak zdaj je bistveno lažje, ker jih lahko, ker je to moje. Včasih pač nisem imela manevrskega prostora, ker si delal za druge, oni so se odločili, tako je in konc in pustimo zdaj to. Zdaj pa imam pač ta manevrski prostor, ampak jaz tudi tako pravim, vsakmu, ki se spušča v gostinske vode, pusti, da padeš dol, ker ko padeš dol, takrat se boš šele znal dvigniti. Sigurno se največ naučiš na svojih napakah, Sigurno ne boš dobil informacije, marsikaj se rečeš brez veze, to ni tako, Čeprav bi ti svetovala komu, kako, če se spušča v te vode, na kaj mora biti pozoren. Te je že kdo vprašal danes, rečemo primer ne danes, do danes. Ja, so prišli mem, pa so tudi mene vprašali, če bi šla z njimi v partnerstvo, ampak enostavno, jaz bom tako rekla, s prijateljem, s familijo nikoli ne iti v biznis. Ti greš na svoje, delaš svoje, lahko jih spustiš zraven do določene točke, ne pa preveč blizu. Poznam par primerov, ko sta šla dva prijatelja, sta odprla lokal, pa sta se čez 3 mesece skregala, ker ne, unje več delo, unje manj, pa sta si hotela pa deliti na pol. To nikoli ni pametno. Vedno je fajn imeti denar na zalogi, ker se zgodi, da pride sezona, ko je popolno zatišje. Tudi pri nas poleti. Noben ne bo verjel, ampak BTC je prazen in če ti nimaš nekega zaledja, bom temu rekla, potem zelo hitro si skopljaš luknjo in je težko priti potem ven in splavati na površje. Saj bom rekel, partnerstvo je zelo dobra zadeva, ker sta le 2 glavi, 2 denarnici, ampak res partnerstvo mora biti res dorečeno pred biznisom. Jaz tudi poznam veliko teh zadev, tudi v eni sem sodeloval, ker sem jim svetoval, kako
narediti zgodbo, pa me niso poslušali. Točno to, po enem letu so pristali na sodišču in se tam pogovarjali, ne. Žal, ampak res, če poznaš posel, če imaš poslovni načrt narejen, imaš tudi, veš, kje so pasti, a ne. In dati na papir vsako malenkost, potem pa lahko partnerstvo dobro deluje, a ne. Tako da, ampak sigurno je najboljše, a ne, kot najemnica lokala, kavarne v BTC-ju, a ne, si dejansko sama odgovorna za posel, točno veš, če boš sama zafrknila, boš sama krila posledice, a ne, in te zadeve, in je to sigurno najboljša, ne. Sam sebi najbolj zaupaš, a ne. To je čist isto, če hočeš izgubiti prijatelja, mu posodi denar. Isto je v poslu. Ja, sej so posli, kjer uspevajo, seveda, dejstvo, ampak jaz sem se v življenju toliko naučila in tudi vsem mladim, ki hočejo odpreti lokal, če mislijo, da pa en let delajo v šanku, da pa se znajo v 1% od 100. Tako da še jaz ne vem vsega. Vidim, da imava veliko tem še, pa tudi jaz imam še nekaj napisanih za tretji del oddaje, tako da, dragi gledalci, vrnite se čez nekaj minut. Dva vlog. Pozdravljeni spet nazaj v oddaji Moj dom. Z mano danes Maja Trilar, kot sva rekla, podjetnica in najemnica lokala kavarna BTC v Ljubljani. Maja, dostikrat sem se vprašal sam sebe, a ne, na takrat se delajo cel dan v lokalu zvečer in te stvari. In na koncu bi rekel, ampak tudi drugi posli so taki danes, ker je vse tako na hitrico in toliko moramo delati, da nam je ta, kjer upravljamo biznis oziroma v tebi lokal, kot drugi dom. Ja. Lahko tako rečeš. Lahko. Še kot mlada punca sem delala tudi jaz po 12-13 ur na dan. Takrat nekako ni bil problem, dokler enkrat nimaš svoje družine in otroke in tako naprej. In ko sem odprla kavarno, sem si tudi sama rekla, jaz kot jaz lahko. Ne želim si pa, da moji zaposleni delajo po cele dneve, pride kakšen dan, ja, ampak da je čim manj tega. Vsak ima svoj prostor, da je v lokalu in da je doma. In ne želim si, da so oni več v lokalu, jaz sem, ne se grdo sliši, ampak suženj tega svojega posla, ampak to je v bistvu tudi zelo v dobrem smislu mišljeno, ker imam edino tako lahko vse stvari pod kontrolo, ostali pa služba, pa dom. To je moje prvo pravilo. Pa to drži, da so pač delavci oziroma zaposleni samo tam, ne nosijo domov nič. To se pravi, pridejo v lokal, oddelajo in grejo domov. Načeloma ja, zato ker vsi zdaj, ki delajo pri meni, imajo otroke z mano vred, tako da ja, oddelaš 6 ur, greš domov in si doma več, kakor v službi. Tega pa res včasih ni bilo. Dejansko si kot podjetnica zelo prijazna družini. Ja, zelo stremim k temu, da karkoli je povezano z otroci, jaz kot mama to razumem in tudi želim si, da oni to razumejo, da vidijo mojo plat, ker tudi jaz, ko nisem imela svojega lokala, ko sem delala za druge, so me imeli malo zasužna, ker so avtomatsko vedeli, če ne bo una, bo Maja, jaz pa tega pač nočem. Prideš, oddelaš svojo smeno, so kdaj spremembe, ne rečem, lahko podaljšaš urico, 2, maks in to je to, pa še to se sem pa kje zgodi. Drugače pa ne maram jaz tega, niti ne maram, da je nekdo sam dela, da je nekdo sam za cel lokal, ker sem jaz to delala in takrat se mi je to zdelo kot neko mučenje. Zakaj niti ne priješ več vesel v službo, niti ne priješ zadovoljen, ampak priješ grad? Zakaj je to meni potrebno? Vse so pa še drugi lokali ali pa tamle Hofer blagajna, kakorkoli. To je res lepo slišati, ne? Takih podjetnikov oziroma delodajalcev bi jih lahko skoraj na roke preštel, ne? Da jih vemo za njih, ne? Da so dejansko tako prijazni svojim zaposlenim, da res to poznajo sigurno, ker si sama mama, razumeš te zadeve, ne? Ja. Lahko bi rekel tudi, da je tudi kakšni stranki lokal predstavlja drugi doma, ne? Mogoče dobi več pozornosti v lokalu, kakor pa doma, ne? To so stalne stranke, ki vsak dan pridajo, naprimer, ki ti
z eno lepo gesto polepša dan, nič posebenega, ne da bi rabo zdaj nekdo meni plačati kavo ali pa mojim zaposlenim, ne, ampak živijo, koliko ste pa danes dobre vole. Čist dost, koliko ti en v bistvu polepša dan s takim stavkom, ki si ga ti v bistvu njemu polepša, ne. Pridejo se stranke, pridejo k nam seveda na dobro kavo, na dobro postrežbo, pridejo na čist nepotrebno debato, čist koliko se usput zgodi. Pridejo pa tudi poslovni ljudje, imamo mi prostor za sestanke, sem že tudi omenila, pridejo z računalniki, rihtajo tujci, tako da v bistvu je ta ena kavarna, ja, lahko bi rekla temu drugi dom, seveda, ne vem, neka sproščujoča afera je pri nas, no. Načeloma po eni strani drugi dom, po drugi strani pisarna, a ne? Sem že slišal, ali pa smo se pogovarjali, da se ogromno biznisov, poslov sklene ravno v lokalih, a ne, ravno v gostilnah, restauracijah, ob kosilu, ob kavici, a ne, in danes grejo smernice v to smer, te družbena omrežja, se pravi povezava z internetom, vse gre na računalnike. Prej si rekla, da si prav pripravljena sobico, kjer se to lahko dejansko odvija tudi pri tebi v lokalu. Ja, zdaj zelo pomemben je, da imaš internet danes, ne, se pravi, da ga lahko ponudiš strankam. To je zelo pomembno. Nimam lih sobice, imam en kotiček, kjer imam ta visoke mize, no, pa vsaka miza ima svojo tičnico, se pravi, preklope si računalnike, debatirajo, tudi snemajo kakšne TikToke, bomo temu rekli, pri nas v lokalu. Ja, v bistvu je ambient za vse. Res, čisto za vsako vrsto ljudi, od poslovnih do privatnih, do takih, ki pridejo dejansko na 3 pire, pa grejo pol domov, zato ker so konec šihta, pa jim je tam dober. Tako. No, dejansko si tukaj gotovo videla potrebo po tej zgodbi, da si v enem, kako bi rekel, okolišu, kjer so praktično same poslovne dejavnosti se odvijajo, a ne, trgovine, pisarne in te zadeve, potrebo po temu, a ne. Kdaj si to videla, da moraš to narediti? Ali je to že na samem začetku, ali si to s časom ugotovila, da je to pa nujno potrebno? V bistvu nekako, jaz sem toliko lokalov že zamenjala v življenju, da sem si iz vseh teh lokalov sestavila eno zgodbo, kaj bi jaz rada imela. In tudi preden sem odprla to kavarno, sem imela 3 lokale na voljo, ampak, kot sem prej rekla, lokacija, ni bila ta prava. Je pa res, da je bil to zadnji lokal, ki sem ga hotela vzeti, na koncu je pa izkazal za najboljši lokal. Najboljši. In si praktično danes zadovoljna s to svojo odločitvijo? Ja, zelo. Bom še kakšne stvari dodelala, ja, seveda. Jaz sem človek, ki imam zelo rada inovacije. Če mi kdo pride s kakšno dobro ponudbo, z dobro predstavitvijo, z dobrim izdelkom, ja, z veseljem, drugače pa ohranjam. Kava mora biti dobra, zaposleni morajo biti, tako kot sem že povedala, na nivoju. Je, pol je učink. Še pred oddajo sva se pogovarjala, kako so se trendi spremenili izpred 20-17 let, ko si začela to delati, ne pa danes, da je to, naprimer, sama komunikacija med strankami, ki pridejo, ki se usedejo, včasih si reka pogovori, nazdravljanje, to danes pa slajdanje po telefonih in take stvari. Kako ti gledaš na to? Jaz bom tako rekla, zelo težko grem čez to, ko pride nekdo mimo in reče eno kavo z mlekom in jaz tako mu rečem najprej dober dan. In potem se vstal, ja, dober dan. Ljudje pozabljajo na te osnove komunikacije, na te osnove bontona in to mene ekstremno moti. In razumem, zakaj potem mladina današnja, če starejši ljudje to počnejo, bomo rekli 60 plus, niso lih dobri, ne, kar se tega tiče, da bojo naučili mladino. Poleg tega, ja, prideta 2 na kavo, pridejo 3 na kavo, vsak svoj telefon, to sploh več ne znajo debatirati. Jaz razumem, da je to nek poslovni sestanek, pa rabiš računalnik, ampak enostavno je zelo, zelo slaba komunikacija. Tudi so nas opremali, nas natakarje z vsemi temi aparaturami, da ti v bistvu, ko delaš naročilo, gledaš v neko napravco in je zelo malo tega očesnega stika med stranko in med natakarjem. Jaz se sicer zelo trudim, da nisem tisti, da vnesem noter, pa hvala lepa nasvidenje, ampak da probam vsaj še, ne vem, če je kakšen otrok zraven. Oj, dober sladoled, nekaj, si imaš dober, tako. Imam tudi knjigice za otročke pobarvanke, da lahko malo barvajo zraven, se malo
animirajo, da lahko starši v miru spijejo kavico. Ampak ja, je, komunikacija je zelo, zelo padla, no, tudi med gosti in Samo, a ne, človeško bitje je le čutno, a ne, in dejansko, če dobi od nekoga zraven sebe, a ne, naprimer eno tak odnos, ko bi rekel, prijetno, a ne, komunikacijo, da se vzpostavi, tudi to je nekaj, kar sprošča določene pozitivne stvari v telesu in se mogoče zato vračajo nazaj, a ne. ja, sej, sigurno je to, ne. Jaz verjamem, da vsak, ki pride mimo, pa sam reče brez dober dan, reče eno kavo z mlekom ali pa ne vem, karkoli drugega, jaz vem, da je on zdaj prišel iz enega težjega sestanka ali pa ne vem, neki se mu je slabe volje, jaz to vse razumem. Ampak ne maram, da to ljudje pozabljajo, ker če gre to enkrat v pozabo, kam bomo prišli? Ma se naenkrat na koncu, ko gledaš tako, ne, da se počutiš kot številka nekje, a ne, je to tudi tako negativno. Če pa si opažen, kot rečemo, s tem si opažen, ko te nekdo govori ali pa ti kaj lepega pove, se tudi boš počutil in se rajš vračaš na to mesto, v ta lokal in te zadeve. Seveda, sej, če prideš pa nekam, pa vidiš tamle enega 17-letnega študenta, ki je dejansko zaradi tistih 8 evrov na uro v lokalu, kavo ti bo prinesel, Bog pomagaj, a se boš vrnil v tak lokal nazaj? Ja, mislim, da ne, no. Samo, če bo nujno potrebno. Jaz predlagam, Maja, čas se nama izteka, malo sva se pogovorila, ampak predlagam pa tudi gledalcem, da se sami prepričajo, da pridejo v Halo A, v BTC, kjer ima kavarno, a ne, in se usedejo in rečejo, res, Maja je pa govorila resnica. Hvala, Maja, ker si nas obiskala. Hvala za povabilo. Da se vidimo tudi v tvojem lokalu. Vljudno vabljeni. Ja. Jaz vse vabim v lokal, v kavarno v BTC-ju. Natančneje Hala A, Ameriška ulica 13. Odprti smo od ponedeljka do sobote od 8 do 8. Vabljeni na najboljšo kavico, najboljšo tortico in najboljšo postrežbo. Evo. Hvala. Hvala.